Iz Slovenije pa v Afriko, natančneje na zahodni del črne celine v državo imenovano Gvineja, kjer je za smrtonosno boleznijo ebolo umrlo najmanj 100 ljudi. Ebola se pojavi vsakih nekaj let, a tokrat ne bi šlo za hujši izbruh, saj so bolnike odkrili na različnih koncih velikega mesta, o posameznih primerih pa poročajo tudi iz sosednjih držav. V gvinejskem glavnem mestu Konakri učenci temeljito umivajo roke in jih pršijo z razkužilom. V teh dneh je namreč še posebej pomembno, da ljudje tako doma kot v šoli skrbijo za čim boljšo higieno, saj so nekateri v okolici zboleli za ebolo. Ebola je huda, nalezljiva bolezen, za katero so značilni visoka vročina, bolečine v mišicah, bruhanje in krvavitve. Pogosto se konča s smrtjo. Ebolo povzroča virus, s katerim so največkrat okužene divje živali, a preide lahko tudi na ljudi. Virus se prenaša s telesnim stikom, dovolj je že rokovanje. Ker zdravila ali cepiva proti eboli še niso iznašli, je ob izbruhu bolezni najbolj pomembno preprečiti njeno nadaljnje širjenje. Zato bodo morali poiskati vse okužene in jih dati v karanteno. To je ločen prostor za bolnike z nalezljivimi boleznimi. Strokovnjaki poizvedujejo tudi, s kom so imeli bolniki stike, saj želijo poiskati še druge okužene. Zaradi nevarnosti, da bi se bolezen razširila še na druga območja, pa je pomembno tudi, da bolniki ne potujejo. Na letališču so zato namestili posebne kamere, ki zaznajo vse potnike s telesno temperaturo višjo od 38 stopinj. Evropska unija je ob izbruhu smrtonosne ebole Gvineji namenila več kot 1 milijon evrov pomoči. V boju z boleznijo pa pomagajo tudi mednarodni strokovnjaki.